Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda tudi vsak posebej v še enem povzetku dogodkov. Ja, če bi vam morala le v eni besedi strniti najbolj vročo temo teh dni oziroma tega meseca, bi bilo to zagotovo deževje in seveda tudi obljube vremenoslovcev, da bo avgust nekoliko toplejši in seveda tudi manj deževen. No, mimogrede vam lahko povem, da se je mesec julij zapisal tudi v vremensko zgodovino in sicer kot najbolj moker mesec in sicer po letu 1976. No in nič drugače, vsaj kar se vremena oziroma deževja tiče, ni bilo na odprtju asfaltne ceste in sicer na relaciji Zgornji Kunej-Epšek. Pa si poglejmo nekaj utrinkov. V Razborju nad Slovenj Gradcem so se zbrali godci samouki in za nekaj trenutkov priklicali tudi sonce. Ponovno poglejmo, kaj je zabeležila naša kamera. Dober dan in lep pozdrav vsi prijatelji Podvajske Ravne. Danes smo se tukaj v središču Razborja zbrali že 36. leto zapored. Hvala, ker ste prišli, čeprav je vreme malo kisavo. Pravijo, da moramo pohiteti, da nam ne bo dež ulil, ampak kar bo. Torej, začnimo s tem, kar že počnemo 36 let. Dajmo besedo našim godcem samoukom.
No, nadaljujem z lokalno politiko. V Slovenj Gradcu se ustanavlja neodvisna lista oziroma nestrankarska lista Borisa Raja za skupnost. In v ta namen sem poklepetala z iniciatorjem. Poglejmo, kaj nam je povedal. Res je, bivši Zaresovci, torej ali še vedno sedanji Zaresovci do konca tega mandata občinskega sveta, smo se po tehtnem premisleku in seveda na podlagi argumentov in potreb zavestno odločili, da bomo opustili delovanje mestnega odbora Zares Slovenj Gradec. Izključno iz razloga, ker smo spoznali, da je na nivoju države naša stranka, v kateri smo na lokalni ravni aktivno delovali in dosegli kar veliko uspehov, praktično postala nesposobna za delovanje v političnem prostoru. O tem sem se tudi sam prepričal in sem se udeležil sveta stranke Zares, kjer sem izrazil svoje stališča, zlasti pa nezadovoljstvo zaradi neudeležbe na zadnjih parlamentarnih volitvah in seveda preveril tudi njene zmožnosti sodelovanja na občinskih oziroma lokalnih volitvah, ki se približujejo. Žal sem dobil negativne odgovore in žal z odgovori, ki sem jih dobil, nisem zadovoljen in sem to prenesel tudi s članicam in članom sveta našega mestnega odbora. In smo na podlagi mojega predloga sprejeli soglasno stališče, da bomo prenehali z delovanjem v okviru mestnega odbora in da bo na mojo pobudo ustanovljena nestrankarska lista, ki se bo imenovala za skupnost. V začetni fazi bo seveda ta nestrankarska lista imela ime po meni kot pobudniku in sicer nestrankarska lista Borisa Raja za skupnost. Po občinskih volitvah pa bomo pač moje ime in priimek opustili in bomo uporabljali naprej izključno ime nestrankarska lista za skupnost. To pa iz razlogov, ker smo v dosedanjem mandatu v občinskem svetu ustvarili veliko naših ciljev, veliko točk iz našega programa, ki smo ga javno objavili in je še vedno možno ga pogledati strani volivk in volivcev. In zaradi tega menimo, da imamo velik kapital, politični kapital, na podlagi katerega lahko zgolj nadaljujemo naše dosedanje uspešno delovanje, ki je bilo, moram poudariti, izključno namenjeno skupnosti. Mene in moje kolegice in kolege mnogi v Slovenj Gradcu že poznajo kot politike in vedo, da se nisem fanatično obnašal kot nek strankarski vojak, pač pa kot lokalni politik, ki se druži z različnimi opcijami, z različnimi ljudmi, različnih pogledov in da sem mnogokrat podpiral stališča raznobarvnih političnih opcij, če so seveda ta stališča bila pozitivna in če so bila usmerjena v prid skupnosti. No, če pravilno razumem, bo ta nestrankarska lista nekako bazirala na temelji Zaresa, zato se seveda sprašujem, kaj je potem takem neodvisno? Ne bo temeljila na temeljih Zaresa, pač bo temeljila
na našem programu, ki ga bomo sprejeli in ga že pripravljamo, pač pa bomo vnaprej uporabljali vrednote, ki smo jih že doslej uporabljali v uresničevanju politike. Te vrednote so pa na prvem mestu seveda zakonitost, transparentnost in delo v prid vseh, v prid skupnosti. In to so vrednote, ki so transparentne in na katere smo lahko ponosni, ne glede na to, da smo bili v zaresu ali če bi bili v katerikoli drugi stranki. Tako da še enkrat poudarim, tudi naša lista temelji na programu, ki ga pripravljamo, in ta program bo seveda nadaljevanje našega uspešnega dela v sedanjem mandatu, ki se izteka. Kaj pričakujete na občinskih volitvah? Ja, na občinskih volitvah pričakujemo, glede na to, da pravzaprav kandidiramo zgolj v občinski svet, da se bo povečalo število naših članic in članov v občinskem svetu, da se bo naš vpliv v občinski politiki s tem nekoliko še povečal in da bomo lahko še bolj uspešno delovali v občinskem svetu, kot smo doslej. Županskega kandidata boste imeli? Ne, v tem mandatu ne bomo predlagali županskega kandidata, ker menimo, da je zelo pomembno delovanje občinskega sveta. Bomo pa razmislili in že razmišljamo o tem, kakšna bo ponudba kandidatk in kandidatov za župane. No, pa ko smo ravno pri lokalni politiki, naj povem, da ima mestni odbor SDS Slovenj Gradec še vedno predsednika, ki upravlja tekoče posle, torej gospoda Navodnika. No, povedal mi je, da na ponovno ustanovitev računajo nekje pred županskimi volitvami, torej kot kaže že v mesecu avgustu. No, in ob besedi županske volitve vsekakor nisem morala iz svoje kože, zato sem vprašala, ali že imajo županskega kandidata. No, torej predsednik, ki upravlja tekoče posle, torej mestnega odbora SDS v Slovenj Gradcu, mi je povedal, da so pravili kar nekaj pogovorov z različnimi potencialnimi kandidati, tudi z aktualnim županom mestne občine Slovenj Gradec, torej z gospodom Andrejem Časom. V ta namen sem poklicala tudi župana in tam je zagotovil, da na naslednjih županskih volitvah ne bo torej kandidiral niti pod levo, niti pod desno stranjo, torej ostal bo neodvisen. No, za trenutek še ostanimo pri političnih veljakih, torej vabim vas, da si v nadaljevanju ogledate prispevek, katerega je za našo televizijo pripravila kabelska televizija Črna na Koroškem, in sicer 24. srečanje državnikov pod Najevsko lipo. No, njihova kamera, kot boste videli tudi sami, je zabeležila tako predsednika Republike Slovenije kot novega mandatarja in nenazadnje tudi naše koroške poslance. Poglejmo si prispevek. Baterija pol špeca je na pot. Dan, zdravo. Lepo zdrav, ste v redu? Danes je lepše vreme kot takrat? Ja, pa niste opazili, da smo bili. Zelo ste urejen. Zdravo, se nisem upal dati kakšen kompliment več, tako bi rekli, Bog ve kaj med nama. Dobar dan, lepo zdrav, dobar dan. Dobar dan, lepo zdrav, dobar dan. Kdo je? Pod lipico zeleno je dekle jokalo in fantu na prsih slonilo, ga milo prosilo. Preljubi ti, moj fantič, še en poljub mi daj.
spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovane Črnjanke in Črnjani, spoštovani poslanci, spoštovani predstavniki vlade, spoštovani predstavniki državnega sveta, kolegi župani, spoštovani visoki gostje in ostali obiskovalci. Danes smo se zbrali tukaj pod Najevsko lipo na nekoliko drugače preurejenem prizorišču. Zato je zaslužen predsednik države, ki je menil, da je enkrat potrebno nehati deliti ljudstvo in predstavnike ljudstva, za kar se mu danes tudi zahvaljujem. Danes smo se ponovno zbrali tukaj pod zeleno krošnjo Najevske lipe na Ludranskem vrhu, občini Črna na Koroškem, da ob mogočnih in veličastnih zvokih 3 pihalnih orkestrov, ki se jim najlepše zahvaljujem za njihovo udeležbo, skupaj preživimo prijeten dan. Črna na Koroškem se ponaša s kar nekaj laskavimi nazivi, ki smo jih prejeli v preteklih letih, še posebej pa smo ponosni na letošnji naziv. In sicer prostovoljstvo prijazna občina. Zato se ob tej priložnosti zahvaljujem številnim prostovoljcem v našem po srčnosti zelo velikem kraju. Ja, če v Wikipediji tipkate besedo fingerboard oziroma fingerskate, vam bo kaj hitro postalo jasno, da govorimo o zelo razširjeni in popularni panogi, predvsem po svetu. No, v Sloveniji v tem trenutku še ni tako. Sicer pa vam z velikim veseljem razkrivam pionirja tega prstnega rolkanja, po slovensko rečeno, ki je mimogrede tudi Korošec. To je Tadej Skrbiš. Sem Tadej Skrbiš, star sem 27 let. Skejtam že dobrih 14 let. To v bistvu oblikuje vse moje življenje, cel pogled, vse kaj delam, se nanaša na vse zadnje na skejtanje. Sponzoriran sem v trgovini Obsession iz Ljubljane. Aktivno sodelujemo z njimi že 5 let. To pomeni, da smo snemali že veliko filmov, reklame, veliko smo se pojavili v raznih revijah, hodimo na tekmovanja. Skejtanje oblikuje v bistvu vse, kaj delam, vse se vrti okoli skejtanja. Vse ljudi, ko sem spoznal samo zaradi skejtanja. V kjerkoli mesta, karkoli sem potoval, je bilo vse zaradi skejtanja. V bistvu se res vse vrti okoli tega, ker čutim veliko strast, kar še nisem čutil do dobene stvari in je to. Skejtanje je v bistvu meni osebno prinese največje zadovoljstvo. Imaš svobodo tako, ki je ti doben šport ne nudi na nek način. Lahko si kreativen na milijon načinov. Že sam, ko se zbudiš, pa greš na skejt, ko stopiš na skejt, že čutiš to kreativnost, to ustvarjalnost, čutiš nekaj, kar je večje, ko pa si sam ti, naprimer. Pred približno pol leta se ti je zgodila nesreča, kar je torej pomenilo, da nisi mogel stopiti na rolko. V bistvu je se začelo, da sem novembra 2013 imel operacijo palca na nogi, kar je pomenilo, da sem bil primoran pustiti skejt za 5 mesecev. Se pravi, tudi nisem mogel hoditi, niti ne sploh, in sem mogel počivati pol leta skoraj. Nisi se oddal, ostal si povezan z rolkanjem, torej z skejtanjem. Kaj je tisto, kar si našel, kar te ponovno osrečuje? Takrat sem skozi iskal, ko sem imel toliko časa, nisem vedel, kaj ne počnem, bral sem razne knjige, gledal sem razne dokumentarce, iskal sem nekaj, kar bi najbolj nadomestilo to strast po skejtanju, to svobodo, to kreativnost, to v glavnem vse v zvezi z skejtanjem. To sem iskal in na kar sem nekaj bi rekel, po zelo zanimivih okoliščinah sem se začel igrati z takimi malimi skejti. In prišlo je do tega, da sem začel sam ustvarjati z lesa mini objekte. Ful sem se pozanimal po internetu, v bistvu
Pač zvedel sem v bistvu, kako velika je ta scena glede finger skatanja. In sem začel delati stvari iz lesa, te mini objekte, v bistvu replike pravih skatov pa pravih skate objektov. Zanimivo je to, ker nikoli prej razen v osnovni šoli nisem delal nekaj z lesom, nisem nekaj ustvarjal in sem zelo hitro padel v to in sem videl, da imam nek potencial, videl sem, da sem najdel spet novo strast, kar me ful izpopolnjuje in vidim, da mi gre to. Fajn mi je to delati, fajn se počutim nek nov hobi. Fingerboarding na splošno je v celem svetu že zelo znan, je zelo razvita scena, ljudje so sponzorirani od tega, ljudje služijo denar, ljudje imajo firme, ki izdelujejo v bistvu skate, vse kar je finger skate, vse kar je v zvezi s tem. Drugače pa v Sloveniji bomo mi šele začeli to ustvarjati. Jaz imam ekipo ljudi, ki je zmožna posneti in dela grafike in vse v zvezi s tem, da nam lahko uspe v bistvu ustvariti prvo slovensko fingerboard firmo. Jaz sem imam srečo, ker imam res dobre kolege in so mi omogočili, da sem si lahko privoščil določene stvari pa orodja, ki sem jih rabil na zelo poceni način. Začne se pa tako, da rabiš kalup, isto ko navadni skate in se stisne 5 plasti furnerja, isto ko skate. To se pusti en dan, da se to zlepi. Ko dobiš po enem dnevu ven, se izreže oblika deske in potem se prešraufa koleška, kolce in ta grip. V bistvu čez isti princip, ko pa na skateu, samo da je manjše merilo. Trenutno sem se upisal na razpis podjetništvo 2014, ko so ga imeli na RRA Dravograd in sem bil izbran za to, uspešno sem predstavil mojo idejo, poslovno zamisel, imel razgovor in so me izbrali kot del operacije. Zdaj pa začnem z delom, pričnem čez 2 tedna, kar mi bo omogočilo se razviti, našo firmo razviti v vse smerino. Delal boš v svoji delavnici? Delal bom tu in na terenu in tudi tam na firmi. V upanju na toplejše vreme oziroma da se uresničijo napovedi vremenoslovcev, vas lepo pozdravljam do naslednjič. Pa srečno!